Med dogodki, ki se v tednu kulturne dediščine vrstijo na Bledu in v okolici, je bilo tudi odprtje spominskih plošč zaslužnim začetnikom blejskega turizma. Plošče na 4 straneh vremenske hišice v zdraviliškem parku so posvečene Arnoldu Rikliju, Antonu Vovku in njegovi hčerki Juliji, poročeni Malnar, Jakobu Peternelju ter Ivanu Kendi in njegovi ženi Mariji, rojeni Peternelj. Ob 125-letnici obstoja Riklijevega zdravilišča so seveda na pobudo turističnega društva Bled Blejci takrat postavili posebno obeležje na tej stari vremenski hišici in s tem izkazali čast in dolžno spoštovanje Arnoldu Rikliju. Leta 1980 je kiparka Sonja Hribar izdelala ta ploski relief Riklija, stranski relief. Sama vremenska hišica z bazo, 4 stebri, 4 kapnico pa danes predstavlja, je upisana v register kulturne dediščine, nepremičninske kulturne dediščine Slovenije. Glejte, ta spomenik je bil do prejšnjega leta, je bil zakrit, sedaj v poleti pa so na njem zasijale nove podobe pomembnih mož, ki so skupaj z Riklijem krojili našo zgodovino. V svojem nagovoru se je župan občine Bled Janez Fajfar spomnil vseh zaslužnih Blejcev, hotelirjev in drugih, ki so postavljali začetke turizma na Bledu. Gospa Meta Kokal, pravnukinja Jakoba Peternelja, je bila zadovoljna, da so obeležja namenjena tudi domačinom. Jaz bi se sam zahvalila vsem, ki so se potrudili, da so tele 3 table tle in da so se spomnili tudi domorodcev naših prednikov hotelirjev. Hvala. Nesporni začetnik zdraviliškega turizma na Bledu je seveda Arnold Riklij. On je pripeljal na Bled goste, ki jih noben drug ne pripeljal. To je se tega, da smemo bolj pozabiti. Vojko Zavodnik je velik poznavalec dela in življenja Arnolda Riklija. Še pred koncem leta naj bi izšla njegova knjiga o Rikliju, njegovo rodbino pa je na primer preučil vse do 15. stoletja. Kako po njegovem mnenju znamo varovati njegovo zapuščino? To je zelo težko vprašanje. Se vidite, danes se glede Riklijeve zapuščine od nje ni ostalo veliko. Nažalost, časi so naredili svoje z podrtjem Marlerja, hotela Parka. Takrat se mi zdi, da se je tudi Riklijeva zgodba takrat končala. Kaj je danes ostalo? Riklijeva cesta, to, kar je Riklij hodil vsak dan do svoje ute na Bledcu. Potem ta, nažalost, podrtija, njegov znameniti zdraviliški salon, kjer je bil v prvem nadstropju, je bilo čudovito, je bila urejena knjižnica in salon za goste. Tu so pisali, da je bil najlepši pogled na Blejsko jezero, spodaj je bila jedilnica. To je kulturni spomenik, pač nažalost splete okoliščine, ne moramo nikogar več kriviti, ampak to je porušeno. Zdaj Riklijeva promenada na Straži, se veste, v časih prosvetljenstva, konec 19. stoletja, potem se je tudi po vojni, kar je bilo nemškega, kar je bilo v bistvu tujega, se je uničilo. Tam je bil Riklij kulm, zato je en znak, ko ga vidite, ko greste na Stražo, še vedno je RC v gotiki, kar pomeni Riklijev pač vrh. Je še en datum, mislim 1884, drugo je pač vse uničeno. Tudi ta pot se je preimenovala, ne vem s kakšnim namenom, iz Riklijeve promenade zdaj v Blejsko promenado, kar je škoda. Mi bi morali to izkoristiti, tako kot se je danes v Vereshofen v Nemčiji zaradi Knajpove zgodovine poka po šivih, gor je celo akademija, Knajpa, pri nas pa se zdaj počasi to začenja oživljati. Samo prav teh spomenikov je izredno malo in zato želimo rešiti, kar se še rešiti da. Kaj pa mi lahko z tistega časa recimo potegnemo? Kaj je tisto glavno sporočilo iz Riklijeve dobe, ki bi nam tudi še danes prišlo prav? Ja, vidite, v bistvu spomnim se, pred leti je najstarejša Slovenka je dejala, ko so vprašali, kaj je recept za dolgo življenje, je rekla, veste, morate celo življenje trdo delati, malo jesti in dobro v srcu misliti. In prav to so danes ti cilji, ki si jih vsakdo nekje postavlja, dietna prehrana, potem čim manj stresa in fizična kondicija. Riklij je
prav to takrat naredil. Samo ko so prišli z Dunaja, njegovi utrujeni Dunajčani iz zatohlih pisarn, je bilo to veliko lažje. Danes bi Rikli dejal, glejte, vi ste danes priklopljeni na internet in to, kar imate v duši, v zavesti, da prvo je treba odklopiti internet in potem se lahko začnete zdraviti. Tako da v tem smislu verjetno se bodo pokazale tudi neke bodoče terapije, zagotovo pa vrnitev k naravi, preprosto gibanje v naravi, pravilna hrana, vse to, kar je v bistvu Rikli naredil, nam je danes cilj, samo v drugi preobleki. Ob tem svojem zbiranju gradiva, raziskovanju, pišete tudi knjigo o Arnoldu Rikliju. Ste naleteli na marsikaj, kar tisto ustaljeno podobo o Rikliju tudi ovrže. Naprimer to, da ni bil povezan z domačini, da se ni želel z njimi ukvarjati. Na srečo sem odkril, seveda sem imel srečo, da sem spoznal njeno pravnukinjo, potem navezal dobre kontakte v Švici, kjer so še njegovi sorodniki in tudi v Ameriki. Ampak prišel sem do nekega gradiva, zdaj poskušamo, kar se še rešiti da, ampak ravno v teh originalnih dokumentih lahko najdete pravo resnico. Nažalost so kronisti svetovni, recimo nekdo je nekaj napisal, potem so pa vsi to uporabljali kot vir in jaz sem pa skušal iti prav v originalna Riklijeva pisma, družinsko kroniko, njegov originalni dnevnik, ki ga je pisal, in tisto se je zagotovo zgodilo. Tako da je kar nekaj sprememb in ta knjiga bo pokazala veliko novega, kar se tiče Riklija.